Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Danes bomo prisluhnili pravljici z naslovom Malce zaskrbljen. Skozi pravljico bomo ugotovili, ali Podlascu uspe pregnati svoje strahove glede vremena ali ne. Podlasec se je mirno sprehajal in nabiral listje, ko se je vreme nenadoma spremenilo. Močan dež ga je povsem premočil. Potem ga je močan veter podrl na tla in padel je na zadnjo plat. Podlasec je vstal in s pestjo požugal proti nebu. Zdaj pa dovolj! Toda ravno tedaj se je nebo odprlo in na zemljo poslalo točo. Podlasec se je nenadoma počutil zelo majhnega in nemočnega pred jezno nevihto. Zgradil je zid, da bi ga obvaroval. Toda burja je vso noč pihala okoli njega, zato je zgradil višji zid. Toda potem je znova začel padati dež, ki nikakor ni pojenjal. Zato je Podlasec zgradil streho. Tako, je zadovoljno rekel. Podlasec se je udobno namestil v svojem novem bivališču. Pomislil je na nevihto, ki je divjala zunaj, in ob tem se je stresel. Čas je mineval in Podlasec se je navadil na samoto. Toda nekega dne se je obrnil naokoli in se prestrašil, ko je videl sedeti Krta na njegovem kavču. Kakšen kraj je to? Je vprašal Krt. To je trdnjava, je živčno rekel Podlasec. Čudovito! Všeč so mi dobre trdnjave. Ti straži to stran in jaz bom stražil tisto. Ne, pa to ni kraj za igranje, to je dom, je rekel Podlasec. Čudovito, je zazehal Krt in se udobno namestil. Pristavi kotliček. Pa ne, se je prestrašil Podlasec, pa to ni kraj za obiskovalce, to je skrivališče. Čudovito, ti štej do 10 in jaz se bom skril in brez kukanja. Ne, je bil vztrajen Podlasec, ta kraj ni za igranje, tukaj bi moral biti varen. Kdo pa te lovi? Je vprašal Krt. Je lisjak? Pravi prebrisanec je. Pomagal ti ga bom prestrašiti. Poglej moj strašni obraz. Ne, skrivam se pred nevihto in tukaj ni prostora za naju oba. No, kaj pa je pri tem zabavnega? Je vprašal Krt. Tukaj naj ne bi bilo zabavno, je rekel Podlasec. Le varno mora biti. No, in kaj je narobe z nevihto? Je rekel Krt in Podlascu položil roko na ramo. Podlasec je Krtu povedal za veter, dež, za vlago in mraz ter za sneg in led. Vse to so bile reči, ki se jih je on najbolj bal. Nevihta je grozna in veliko, veliko večja od mene, je se vzdihnil Podlasec. A tako? Toda nevihte so lahko prav tako zelo zabavne, je nežno rekel Krt. Kadarkoli sneži, napravim snežaka. In veter? Veter, ki te zvrne na tla? Je rekel Podlasec. Všeč mi je, kadar se to zgodi. Veter dviguje mojo dlako in zdi se, kot da me žgečka. In Krt se je začel hihitati, se zavrtel in se med smehom zvrnil na tla. Joj, kaj pa mrzel dež, Krt? Kaj storiš, ko te ujame ta? Ja, kaj le, poskakujem po največjih lužah, ki jih najdem, potem sedem na slanjač ob ognju, se posušim in si privoščim skodelico vroče juhe. Juha je vselej veliko boljša, kadar te zunaj ujame dež. Krt je tako zelo drugače gledal na stvari. Toda, Krt,
kaj storiš, ko te nečesa strah? S tem se spopadem skupaj s prijateljem, se je nasmehnil Krt in ob tem iztegnil roko. Podlasec je prijel Krta za roko in skupaj sta zakorakala na prosto v topel, sončen dan.